Profesor dr. Janez Levec, že nekaj časa vodite Kemijski inštitut v vlogi v.d. direktorja. Ob vseh zavidljivih strokovnih in pa znanstvenih referencah, o katerih bova kasneje spregovorila, vam to najbrž ni težko? Težko pravzaprav ni, ampak kakšnega posebnega zadovoljstva pri tem ne čutim. Kakšno mesto pa ima Kemijski inštitut v primerjavi z drugimi inštituti oziroma kako kotira bodisi doma, bodisi pa v mednarodnem okolju? Po zaslugi prejšnjega direktorja se je Kemijski inštitut zelo dobro dvignil v mednarodnem smislu, torej v ugledu, seveda pa na domačem področju je nesporno prvi svetu največji kemijski inštitut v državi. Če gledam tudi bližnje države, kot je Hrvaška, torej so Avstrija in pa Italija, tudi med temi deželami pravzaprav smo zelo primerljivi ali pa bi rekel celo boljši. Se je, kot ste rekli, inštitut v zadnjih letih res širil, postal ugleden. Vaši raziskovalci so res vodilni na nekaterih področjih. Zanimivo je, da tudi fizično gradite nove prostore in opremljate laboratorije. Zdaj delate obnovo prizidka, za kar ste dobili tudi evropska sredstva, ne? Ja, drži. No, torej, že, ko sem prej omenil, prejšnji direktor je zelo poudarjal pravzaprav kvaliteto delovnega prostora in opreme. In seveda ta stvar se nadaljuje, kajti vsi se zavedamo, da je to premij pogoj za to, da vzdržimo konkurenco, torej oprema in pa sami prostori, ki morajo biti danes zelo sodobno opremljeni, tudi recimo klimatske naprave, da so ljudje v prostorih, ki so zdravju neškodljivi in podobno. So težave bile pri naboru teh sredstev evropskih? Mislim, da ne, da jih je pravzaprav bilo relativno enostavno dobiti, kajti kot se spomnim, je pač bilo v nekem trenutku na voljo oziroma so bila na voljo neka sredstva in Kemijski inštitut je bil pripravljen že z projektom, kako obnoviti stari del, oziroma relativno stari del prizidka tega osnovnega inštituta. Velja, da vsako dobro institucijo in tudi raziskovalno naredijo dobri kadri. In danes je pretočnost in privabljanje dobrih raziskovalcev, tudi mednarodno uveljavljenih, tako rekoč nuja. Brez tega tudi ni uspeha. Kako se vi spopadate s tem? Prav ste rekla, torej kadri so primarnega pomena za raziskovalno institucijo. Mislim, da smo, kar se tega tiče, na dobri poti, imamo dobre kadre. Seveda se pojavlja problem z tistimi, ki so seveda odlični in zato so šli v tujino, tam uspeli, torej s tistimi, kako jih pripeljati nazaj na inštitut oziroma v državo nasploh. Tukaj seveda smo prikrajšani, ne samo mi, pač pa raziskovalne institucije, pa univerze po Sloveniji, pa vendar se vsi prizadevamo. Pa tudi Slovenija kot taka, ne? Seveda. In si vsi prizadevamo, da se bi to zgodilo. Torej, pridobili bi radi nazaj določene kadre. Pa ste uspešni kaj v teh namerah? Do zdaj mislim, da ja, Kemijski inštitut ima pobudo celo, zdaj pravkar potekajo pogovori za to, da bi zaposlili enega vodilnega elektrokemika, ki je trenutno še v Max Plancku v Düsseldorfu, da bi se zaposlili pri nas oziroma pri nas kreiral raziskovalno skupino, ki bi bila brez dvoma na tem področju zelo vidna v Evropi, če ne na svetu. Vi tudi vodite laboratorij za katalizo in kemijsko reakcijo, reakcijsko inženirstvo tu na Kemijskem inštitutu in ste tudi eden od začetnikov raziskovanja kemijskega inženirstva v Sloveniji. Nam lahko nekoliko bolj pojasnite to vaše področje? Ja, to je pravzaprav inženirizacija, kot bi se lahko temu rekli, kemijskih reakcij. Torej, kemijske reakcije navadno študirajo, oziroma najprej študirajo kemiki v laboratorijih z recimo pomočjo instrumentov oziroma v posodicah, ki so več ali manj steklene narave. Naš
bi rekel, profil pa pravzaprav terja, da te naprave spravimo v večje industrijska merila, torej, to se pravi, če smo imeli prej par 100 ml, zdaj govorimo o parih kubičnih metrih in seveda stvar ni več zgrajena iz stekla, pač pa iz kovine, opremljena s kontrolo in podobno. To je naša stvar, torej, kot pravimo, inženirizacija ali pa iz laboratorija prenesti te reakcije v industrijsko merilo. Če se že govorimo o usmeritvah, ste tehnik ali ste naravoslovec? Jaz sem inženir tehnik, ja. Profesor Levec, vrsto nagrad in priznanj ste dosegli, objavili izvirne članke v vrhunski periodiki vašega področja, tudi s patenti se lahko pohvalite. Pa me zanima, je ves ta opus plod trdega dela in raziskovanja ali igra tu ključno vlogo inteligentnost oziroma pamet, kot navadno rečemo? Ja, če bi se spomnil v tem recimo velikega fizika Einsteina, ki je rekel, da je 95% trdo delo, samo 5% pa je ta pamet, ki je prisotna. Jaz bi rekel, da je to predvsem trdo delo, morajo pa biti določene dispozicije človeka za to delo, to je pa gotovo. No, to je tudi Einstein vedel, Tako da je trdo delo, ampak brez mora pa biti, inteligentnosti pa brez tega pa ne gre, ja. No, ob zadnji Zoisovi nagradi za življenjsko delo v minulem letu je bila v utemeljitvi predvsem izpostavljena odmevnost predlaganih korelacij za napoved hidrodinamskih parametrov v kapalnem reaktorju in uvedba oksidacije organskih spojin v vodnih raztopinah v prisotnosti trdega katalizatorja. Najbrž tudi tu, oziroma te stvari nekoliko zahtevajo malo več pojasnitev za javnost. Ja, torej pravimo hidrodinamski parametri v kapalnem reaktorju. Torej tu gre za napravo, ki je več ali manj oblike cevi, torej večjih primerov, govorimo o parih metrih, ki so napolnjene z trdnim katalizatorjem. Ti katalizatorji so v obliki recimo kroglic, cilindrov, torej majhne kroglice, majhni cilindri. No in skozi tak reaktor se sotočno navzdol vodita plinasta faza in pa kaplevinasta, torej po naše tekoča faza. No in v eni in drugi fazi sta reaktanta. Recimo ta klasični primer je nafta, surova nafta, to je tekoča faza, plinasta faza je pa vodik. In med tokom teh dveh faz skozi ta porozni medij prihaja do reakcije, to je katalitska reakcija. In tam seveda naredimo v primeru nafte, da se hidrogenirajo te nenasičene spojine in skratka na koncu tega procesa, na koncu tega poroznega sloja dobimo želeni produkt, v tem primeru hidrogenacijski. No in kje ste, na katerih področjih ste potem, kot rečemo, prenesli recimo ta vaša spoznanja? No in seveda, v katero industrijo? Torej moram priznati, ta stvar je Slovenija takih reaktorjev preprosto nima, zato ker mi nismo, tudi zdaj jasno, da je že prepozno, ko je bila Slovenija na tem, da bi gradila tako imenovani platformik nafte, takrat bi se to lahko uporabljalo nafti, Lenda bi to bil namen. Če se spomnite, smo kupili rafinerijo, kasneje smo jo pa prodali Kitajcem. Torej, tam bi bila ta možnost, oziroma tam so bili taki reaktorji. Sicer pa Slovenija teh reaktorjev nima. To so ogromni procesi za izredno velike kapacitete in torej, imajo pa rafinerije, recimo tlele italijanske v Benetkah, potem Reška rafinerija, OMV na Dunaju, mi pa tega, kot sem rekel, žal nimamo. So pa drugi reaktorji, ki pa so drugače narejeni, imamo torej katalizator pomešan z tekočo fazo in to reakcijo upravljamo na ta način, da skozi tako goščo, potem je to katalizator pa
tekočina zmešana, skozi tako goščo vodimo vodik in seveda pridemo do enakih rezultatov kot prej, kot smo rekla, z kapljičnim kapalnim reaktorjem. No, taki reaktorji pa seveda so v Sloveniji prisotni in to v obeh farmacevtskih industrijah in to izredno veliko. Sodelujete z njimi in uporabljajo to potem? Torej, oni to delajo, mi smo sodelovali z eno in drugo firmo, ampak moram reči, ta hip tudi ne vem, da bi... Torej, verjetno producirajo, ampak raziskav pa seveda v tem primeru ni, ne, torej, to zadevno. Imamo neke druge stvari, kristalizacija in podobno. No, te bova nekoliko kasneje, me pa zanima tole. Poglejte, mnogim generacijam študentov ste predavali in pripeljali tudi jih do doktorata. Tudi zdaj že mnogi od teh so uveljavljeni raziskovalci. Lahko ponudite kakšno oceno glede pripravljenosti za študij in znanja samih generacij različnih obdobij? To sprašujem zato, ker nekateri profesori pravijo, da so bile generacije pred 10, 20 ali pa tudi 30 leti bolj zavzete za študij, na fakulteto so prihajale z bolj solidnim znanjem in tako naprej. Čeprav na trgu dela takrat ni bilo takih problemov kot danes. Kakšna vaša ocena? S tem bi se strinjal. Torej, jaz mislim, da v 80-ih letih, tudi še na začetku 90-ih, so bile generacije, ki so bile veliko bolj pridne, da tako rečem, bolj pripravljene se učiti. Potem je pa nekako ta stvar zbledela, ta zagrizenost. Na srečo se pa zdaj v zadnjih letih zopet pojavljajo pridni študente. Torej, vmes imamo res eno generacijo oziroma več v obdobju sigurno 15 let, ko je bilo to, kar ste prej povedala, res prisotno. No, to je kar dobršno število. Veliko število študentov je pravzaprav, ja, v tem času zaključilo, kjer pravzaprav, no, so pa seveda vedno izjeme, ne, samo mi dva govorimo gro, torej povprečni delež, oziroma delež nad 50%. Kako pa je z današnjimi diplomanti, inženirji kemije in kemijske tehnologije? Je zanje na trgu dovolj povpraševanje, tako pri nas kot drugod? Ja, jaz mislim, da za inženirja, predvsem fante, no pa če so to še boljši, ni problem dobiti službe. Ne vem, kako je z deklicami, včasih je bilo malo težje, ampak danes je seveda ta stvar oziroma razlika med žensko oziroma moškim na teh delovnih mestih pravzaprav zanemarljivo majhna. Torej, vse je treba glavo uporabljati, ne gre za fizično delo, torej ne gre za delo v obratih, kjer je mogoče moška prisotnost bolj umestna. Tako da ta hip mogoče, da je res mečkan zaposljivost vprašljiva. Poglejte, pred nedavnim sem zasledila mnenja vodilnih v Leku, to je tudi na nek način vaš partner, ne? Ja. Tako, ki pravijo, da univerza danes sicer ponuja dobre kadre, vendar oni rabijo samo vrhunske, če se hočejo umeščati konkurenčno na svetovni trg. Kako vi to komentirate? Zelo strinjam. Torej, samo dober je danes premalo. Ja, pa jim ponujate vrhunske kadre? Ali jih so prisiljeni iskati? Jaz se bojim, da torej so tudi zdaj, pa tudi par let nazaj, so vrhunski vmes, ampak to jih je peščica. Torej, govorimo v številu prstov na eni roki. To je tisto, kar bi on dal v definicijo vrhunski. Velikih ni, ne. Torej, to je premalo, ne? Premalo, odločno premalo. Ko sva omenila Lek, katere pa so vaše, recimo, Kemijskega inštituta, v bistvu, katero področje je v topiki nekega raziskovanja, da pribija, recimo, tudi te slovenske potrebe industrijske? Mislim, da bi tukaj lahko pravzaprav omenili laboratorije za materiale,
potem pa seveda biotehnologija oziroma biologija. Torej, tukaj imamo vrhunske raziskovalce oziroma ti tudi vsi zelo veliko razen materialov seveda sodelujejo z Lekom in Krko, predvsem z Lekom. Torej, tam je kaj dobiti, kar se kadrov tiče. Kako pa industrija recimo išče pri vas kakšne raziskave, kako se povezujete tudi sicer, razen če odpiše v farmacevtsko? Ja, nažalost moram reči, da za naš laboratorij sta res samo Krka pa Lek, ki nas iščeta, rabita, celo financirata raziskave. Potem je nekaj drugega manjšega, vendar to ni kakšen, bi rekel, pomemben delež. Tako da za inštitut je seveda pomembno to, kajti na trgu, slovenskem trgu, imamo velik delež torej prihodkov. Torej, nekje so le stvari, ki nas rabijo. To so potem polimerni eksperti, potem te dva so že omenil, materiali tudi. Skratka, analitika, potem imamo CVTA, kot se temu reče, ta je močno vpeta v slovensko industrijo. Torej, so permanentni projekti, ki tečejo. Zdaj vas recimo iščejo, rabijo in tako naprej. Ja, oziroma so kar permanentne pogodbe z nekaterimi laboratoriji, tako da se vsako leto nadaljuje to. Vi sami imate zavidljive izkušnje, ki ste si jih nabirali kot raziskovalec na drugih inštitutih, pa tudi kot predavatelj na univerzah, kot vodja mednarodnih projektov, kot strokovni svetovalec tujih družb, kot član uredniških odborov strokovnih revij in recenzent vodilnih revij tega področja. Kako ste vse to znanje in izkušnje unovčili doma, na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in kot vodja laboratorija za katalizem in kemijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu? Kaj vas je pogosto motilo ali pa ste pri tem videli kakšno prednost? Je gotovo, izkušnje, ki ste jih omenila, so dobrodošle oziroma zelo veliko pomagajo pri usmerjanju kolegov v raziskave, torej pri iskanju partnerjev, predvsem, ko gre za evropske partnerje v evropskih projektih. To seveda vse šteje. Drugo, kar pa bi rekel, veliko teh izkušenj, ki smo jih pravzaprav dobili za sodelovanje s tujo industrijo, nekako doma nismo mogli uveljaviti, zato ker preprosto teh potreb ni bilo. Namreč mnoge naše industrije oziroma dele industrije pravzaprav niso oziroma ne izkazujejo neko potrebo po zelo specifičnem, po zelo vrhunskem raziskovalnem rezultatu. In seveda to, kar sem pa prej oziroma ste omenila te izkušnje, pridejo pa poštev tam, kjer pravzaprav išče raziskovalne rezultate, ki seveda še niso objavljeni, ki niso publicirani, seveda da jih kreiramo mi sami. In to imamo izkušnja, torej cel inštitut, to ste že večkrat najbolj slišala, recimo materialisti imajo za Hondo recimo en takšen projekt, potem mi smo imeli tak projekt z Mannesmannom, to zelo uspešen. Tako da vse to, kar smo se tam naučili, smo doma, moram reči, relativno malo uporabljali. Pri pedagoških prijemih pa seveda je to štelo. Tam pa je to prav prišlo, da smo znali povedati, kako drugod to počnejo. Pa se v vseh teh letih ta industrija, recimo, ki naj bi uporabila znanje vašega, recimo tega kemije oziroma kemijske tehnologije, ni na nek način razvijala, celo morda je bolj zamirala, kot pa se razvijala. Torej, jaz bi rekel, da v koncem 90-ih let se je nekako ta aktivnost industrije izgubila. Prej smo imeli povpraševanje pa odlične rezultate, recimo z nafto Lendavo, tam smo naredili popravljen proces, za 40% popravili kapaciteto procesa. Ampak ta ideja, da je ta
kapaciteta v rezervi teh njihovih naprav je bila njihova. Torej, oni so sami naštudirali proces oziroma podatke, ki so jih dobili od Italijanov, ki so jim postavili proces, govorimo za formaldehid, oksidacijo metanola v formaldehid oziroma parcialna oksidacija to. In potem so nas angažirali, da smo te stvari naredili v laboratoriju in na podlagi naših rezultatov so to stvar šli in popravili. Potem seveda od teh, moram reči, zelo naprednih fantov, zelo dobrih inženirjev, ni nič več ostalo. Mi smo še nekje na druge stvari tam, ampak to je bilo zelo malo. Mnogo let nazaj z Lekom, to je bila moja prva, bi rekel, uspešna aplikacija v industriji za redergin. To smo naredili hidrogenacijo redergina, takrat je redergin bil izredno pomemben artikel oziroma specija, ki so, torej aktivna substanca, ki so jo prodajali. Smo tudi naredili enega od tistih reaktorjev, ko smo prej rekli, se meša. Potem pa pravzaprav vse to, kar govorim, so stvari za nazaj. V novejšem času so bile bolj tuje industrije. No, sej nobena skrivnost ni, če ne celo ospredju govora, je to, da danes se raziskovalci vseh področij, ne samo vašega, vseh specialnosti bojujejo za finance na trgu. Raziskave so vedno bolj zahtevne in vedno bolj drage, denarja zanje je vedno manj. Je za raziskave, ki jih delate na Kemijskem inštitutu, na trgu pa več povpraševanja. Kemija pa se zdi v splošnem nekako kot ena od panog prihodnosti. Ja, to nedvomno. Torej, kemija bi pravzaprav ne smela imeti problemov pridobivati denar. In jaz mislim, da ko gledam letošnje rezultate v smislu pridobivanja grantov iz evropskega žaklja, da tako rečem, smo dokaj uspešni. Torej, se da dosti denarja v branžo, tako da bi se tega v prihodnje ne smeli bati, torej financirana iz drugih virov. Ste uspešni pri evropskih sredstvih? Smo uspešni, zelo, ja. Pri iskanju sredstev za vira slovenske industrije pa? Torej, kot sem rekel, naš laboratorij je inženirsko usmerjen, nas uporablja, kot sem rekel, Krka Lek, torej to ni niti tako malo denarja, ampak povsod je pravzaprav tega, da tako rečem. Edino, kar je pravzaprav v primeru biokemije oziroma biologije, biotehnologije, kjer so pogodbe z Lekom, Krko na dolgi rok, je veliko drugih na kratek rok. Torej, jaz pogrešam neke razvojne naloge, ki bi pravzaprav tekle leto, recimo, z točno določenim ciljem. Ne pa, da delamo samo segmentalno, torej neke vrste usluge, ker pač imamo upremo in določeno znanje. Nismo toliko upreženi v neke razvojne projekte. In zdaj se prihajamo do tega, pravzaprav do strategije pametne specializacije, verižene in podobno. Jaz upam, da se bo tukaj zgodilo to, da se bomo znali povezati v time, ki bo imeli na koncu pravzaprav prav jasen cilj, kaj je treba narediti. Je pa zanimivo, da je ena zadnjih razprav o smerih razvoja slovenskega gospodarstva v ospredje postavila ponovno industrializacijo, ki bi lahko prinesla na dolgi rok konkurenčnost razvoju. Kaj pa vi menite o tem? Tu sva kar nekaj besed rekla o zatonu oziroma stagnaciji gospodarstva in pa vašega povezovanja s tem. Ja, seveda, to jaz lahko rečem za tono, kar sem prej nakazal. Torej, pozabil sem prej dodati, ampak niti ni bistveno. Sodelovanje je bilo tudi odlično z IPLAS-om nekoč. Torej, oni so nam takrat ponudili oziroma plačali 25% denarja, da smo kupili $300,000 vredno opremo, to v letu na koncem 80-ih. No in seveda so imeli izredno ambiciozne razvojne načrte. Potem, kot veste, tista stvar je požagana in ni več. IPLA, nafto sem že omenil.
imeli smo svoje čase tudi več sodelovanja z cinkarno. Torej, zdaj, če vprašate, kako bi industrializirali, jaz se bojim, da za določene stvari je po mojem prepozno in ujeti konkurenco, ne, preprosto ni mogoče. Torej, lahko se industrializira s tem, da se pojavi tle za moje vedenje nek tuj investitor, pa prenese neko proizvodno, upam, sofisticirano, torej advanced, kot pravimo, ne, ki bo kreirala nekaj delovnih mest, predvsem pa imela visoko, torej njihovi produkti oziroma produkti take fabrike, visoko dodano vrednost. To je možno, ampak to se bojim, da bo težko, da mi iz veliko našega znanja ponudimo neke take obrate, ki bi prenesli to, kar sem rekel. Se pa strinjam, da smo pa mi sposobni, in to jaz vidim več možnosti, kreirati manjše firme, kot pravimo spin-off, inštituti ne smejo imeti pravzaprav spin-off, ampak pravimo temu spin-out. Torej, nekaj takega bi bilo možno in na koncu koncev te male firmice, ne, so zelo uspešne in zadnjič sem nekje prebral, da je prispevek v bruto dohodek države v teh malih firm veliko več, kot pa v drugih državah. Je pa to res, ne. Mi nimamo teh aglomeratov, kot je recimo Nemčija, BASF. BASF je po proračunu oziroma turnoveru večji kot cela Slovenija. In seveda tisti prispevajo zelo velik delež v davkih in seveda se proporc obrne, ne. Torej, ne glede na to, torej Slovenija s temi malimi, zelo propulzivnimi firmami, jaz mislim, da je pravzaprav prava pot. Velikih procesov pa mislim, da jih mi ne bomo več postavili. Se pravi, te spin-offi oziroma start-upi, ne? Start-upi, govorkoli, ja. A mislite, da potem na dolgi rok lahko ti rešijo slovensko gospodarstvo? Ja, jaz mislim, ampak najbrž nisem najbolj poklican to, ker na kemijskem področju, na našem področju so to zelo, tudi v svetu, zelo redki spin-outi oziroma spin-offi, ne? Ker to terja izredno velik vložkov, ne. Medtem ko je to za računalništvo, softversko in podobno, tudi kovinska predelovalna, torej fina mehanična dejavnost in podobno, je to nekaj drugega, ne. Tako da v enem delu, se pravi, en del tega gospodarstva oziroma slovenske industrije je mogoče upgradeati na ta način. Medtem ko pravim, teh velikih centrov produkcije, Krka, Lek sta izvzeta, tečeta sama po sebi. Torej, cinkarna ste rekel, nafta Lendava, potem je bila tu še ena tlele Belinka, bila tak tudi naš proces uporabljala, potem let dol, Iplas, teh pa ni več. Zdaj pa velikih procesnih sistemov, kjer pravzaprav pride naše znanje do izraza, ko je treba zelo malo popraviti, recimo v procesu, pa se na koncu veliko pozna na produkciji oziroma na profitu, ne. Teh pa žal nimamo več, ne. Kam boste pa s tem znanjem, ki ga seveda producirate, oziroma omogočate, da ga mladi usvajajo? Torej, naše znanje je pravzaprav zelo univerzalno in ti kadri so seveda uporabni pravzaprav v vseh industrijah, ne samo v kemijski industriji. In recimo kemijski inženir je pravzaprav nekaj vrste, ima malo znanja v kemiji, ima pa veliko procesnega znanja, ne. In seveda ta stvar se da porabiti v principu kjerkoli, ne. Tako da vprašanje je, kolikšno je pa potrebno število teh kadrov na leto, ne. Ampak mi imamo Ljubljansko univerzo pa Mariborsko. Da bi bil mogoče heretik, če bi rekel, da sta toliko ven spravimo teh kadrov na leto, da če bi jih lahko zmanjšali, pa te bolj kvalitetno naredili, bi jaz bil bolj za tako rešitev. Tudi za vas, profesor, bi bilo najbolj lažje. Verjetno tudi lažje, pa bolj atraktivno učiti, ja. Še nekaj, profesor Livec. Vi ste tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in načelnik oddelka za tehniške vede. Kaj bi rekli o mestu in vlogi SAZU danes? Najpogostejši so namreč očitki oziroma pripombe, da se premalo oglaša takrat, ko bi se v te institucije pričakovalo tehtno mnenje, tehtna stališča. Ja, tudi jaz sem
bi rekel, nekaj smislu kritik tega, da se nas premalo sliši. Res pa, da je na drugi strani akademija, torej najvišja znanstvena institucija v državi in se seveda ne more vtikati v dnevno politiko, torej tega se striktno držimo. Vendar so problemi, torej nacionalna narava, kjer pravzaprav bi lahko svoje mnenje povedali. No, zato ima akademija tako imenovane svete in ravno v preteklih mesecih smo revitalizirali vse svete, ker želimo, da je pravzaprav torej akademija bolj aktivna v teh, kot ste rekla, mnenjih, v teh in onih problemih. Recimo naš razred je zadolžen za svet za energetiko in ravno tle se je pokazalo, da recimo, ko se sprejemajo neki vladni dokumenti, neka politika, da pravzaprav ni tega, da bi torej politiki prišli na akademijo, vprašali za nasvet ali pa sprožili neko debato, seminar, simpozij na to temo. Pač pa ponavadi se, kot je to navada, sprejme neka stvar na vladni ravni, potem pa seveda, če so eksperti nekako drugačnega mnenja, začnemo to pisariti po časopisih in to seveda ni priljubljeno, zato ker je to že kritika na vladno delo. Se pravi, moralo bi biti prej. Vlada pridi z določenimi vprašanji, pa bi jih mi obdelali in potem bi seveda lahko verjeli, da so dobili najbolj meritorno mnenje ekspertov v tej deželi. In potem ne bi imeli problemov pri odločitvi oziroma ne bi bila ta stvar vedno vis-a-vis. Torej, če oni sprejmejo neko stvar, pa recimo naši strokovni javnosti to ni všeč, se oglasimo in potem politika odreagira kot užaljena, češ da jih kritiziramo. In to mi manjka. Torej, naš svet zdaj za energetiko smo pač dogovorjeni oziroma delajo v tem smislu, da bojo določene stvari imeli izdelane platforme, preden se pojavi neko odločitev. Tako da bo naše mnenje mnogo pred mnenjem politike. Tako da upam, da bo to boljše.